V 20. stoletju se je dogajalo toliko stvari in tehnološki napredek je bil tako hiter, da ga v enem filmu seveda ne moremo zaobjeti. Če pa se pogovarjamo o kuhanju in prehranjevanju, potem ne moremo mimo novih tehnologij, ki so v tem stoletju vstopile v naše domove. Najprej so stare štedilnike na drva in krušne peči zamenjali plinski in električni štedilniki in pečice, s katerimi je kuhanje bolj preprosto, pa tudi bolj natančno. Po drugi strani hladilniki in zamrzovalniki spreminjajo dinamiko priprave hrane. V hladilniku vse sestavine lahko ostanejo sveže dlje časa, zato jih ni treba kupovati vsak dan. V zamrzovalniku pa lahko jed, ki smo jo skuhali danes, zamrznemo in jo pojemo šele čez 3 ali 4 mesece. Spreminjala se je tudi posoda in z njo načini kuhanja. Lonec za kuhanje pod povišanim pritiskom, tukaj imamo 3 primerke, enega iz 19. stoletja, enega iz 50. let 20. stoletja in enega skoraj čisto novega. Ti lonci so našli pot v marsikateri slovenski dom. Mogoče zato, ker jim v slovenščini rečemo ekonom lonec, ker nam prihrani čas in denar, to pa imamo Slovenci zmeraj zelo radi. Zaradi številnih gostilen, bistrojev, restavracij, kioskov, pa tudi zaradi organizirane prehrane v šolah in v tovarnah, smo v 20. stoletju Ljubljančani začeli vedno več jesti tudi zunaj svojega doma. Na prehranjevalne navade v Ljubljani je imela velik vpliv tudi okupacija mesta med drugo svetovno vojno. Mesto je bilo zaradi žice odrezano od svojega kmetijskega zaledja, zato so Ljubljančani v tem času skoraj vsako razpoložljivo zeleno površino v mestu izkoristili za to, da so nanjo kaj zasadili. Krompir je bil zasajen celo na Kongresnem trgu. Italijani so mesto zalagali predvsem s testeninami, polento in rižem, sestavinami, ki jih Ljubljančani prej niso bili tako navajeni jesti. Iz tega časa se je med recepti premožnejše ljubljanske gospodinje ohranil zanimiv recept za tako imenovano vojno torto, pri kateri je testo za biskvit namesto iz moke, ki jo je bilo težje dobiti, pripravljeno iz zmletega riža in kuhanega krompirja. Pa pripravimo to torto še mi. Krompir pretlačimo, tale tlačilka je tudi ne pogruntavščina, mogoče iz 20. stoletja, mogoče že odgled prej. Ampak jaz sem jo prvič videl v 20. stoletju. Tlačen krompir, dodamo maščobo. Mogoče so v drugi svetovni vojni dodajali kaj drugega kot maslo, mogoče masla res ni bilo toliko na zalogi, si predstavljam, da je bila svinjska mast. Krompir je fino, če je še topel, da se maščoba raztopi. V bistvu zdaj en tak pire nastal. Dodamo zmlet riž ali riževo moko, sladkor, vanilijev sladkor, pecilni prašek, smo kar skupaj zmešali. In potem še eno jajce. Zdaj, kaj pa vanilijev sladkor prišel zraven, je pa stvar že bolj diši po sladici. Testo je malo bolj vlažno, kar je okej, ker bo ta riž, ki je zdrobljen, potem še malo popil tekočine in se zmehčal, tako rekoč skuhal in spekel naenkrat. Krasno. Testo je narejeno, zdaj pa torta se spodobi, da ima ene par plasti. Bomo videli, koliko jih bo šlo v temle našem malem aluminijastem modelčku. Tole v bistvu z žlico razmažemo, nekako pogladimo pol to površino. Je pa to v redu, torta vse v enem, ne? Ni treba biskvit posebej, pa biskvit rezati, pa to mazati noter. To je tudi po proceduri v vojnim časom primerna reč. Tako. Zdaj pa plast marmelade. Tale je prav taka marelična, domača, kot v starih časih, precej sladka. Tako, in še druga plast testa. Bomo kar pomagali še z drugo kuhalnico. Tole diši zelo lepo in ne dvomim, da bo stvar tudi zelo okusna. Tako, to je zdaj drugo nadstropje biskvita. Ker sem sladkosned in ker je marmelade dovolj, mislim, da lahko zgornjo plast končamo s še eno tanko plastjo marmelade. Relativno tanko, seveda. Marmelada naj kar prekrije vse, kar je spodaj. Po receptu, na roko napisanem receptu,
ljubljanske gospodinje iz vojnega časa. Gre zdaj ta torta, vojna, v pečico, ne preveč segreto, 180 stopinj, za približno 40 minut.